Dober večer najprej vsem skupaj. Hvala, da ste se odzvali, da ste prišli v takem številu tudi. Sem vesel, zadovoljen. Mislim pa, da pater Jože tudi. Patra Jožeta Pucla, nekateri poznate, nekateri ne. Recimo v skupnosti je, bom rekel, kaj bi rekel, jaz ga že poznam sedaj. Jaz sem stopil v družbo leta 2008. Kar hitro sem ga spoznal tam, največkrat pa sem bil z njim skupaj med leti 2012 pa 2014, prvič, ko sem skupnosti živel tukaj v Dravlja, med 2012-2014, pa potem med 2017 pa 2022, so živela skupnosti vsaj 7 let. Tako da ga poznam, ne bom rekel zelo, zelo dobro, ampak ga poznam dobro. Vedno, če sem imel kakšne težave, kakšne moralne vprašanja recimo, kakšna taka, nisem vedel, kaj bi naredil, sem šel do njega recimo. Pa mi je dobro svetoval vedno, me je vedno tudi pomiril, pa če karkoli takega bilo, da nisem sam. Tako pa v skupnosti je zelo en tak sobrat, ki sprošča skupnost, no. Je zelo pozitiven duh skupnosti, tako sem te vesel, Jože. Rodil se Jože, pater Jože se rodil leta 1944 v Ljubljani. Leta 1963, torej ko je bil star 19 let, je stopil v družbo Jezusovo. Novicijat je delal v Mariboru 2 leta, potem je študiral filozofijo na Jordanovcu. Magisterij si pa naredil? To v Mariboru. Mariboru. Torej magisterij v Mariboru, potem teologijo je pa študiral v Frankfurtu, potem teologijo je končal v Luvenu, pa potem doktorat iz moralne teologije pa naredil v Innsbrucku, iz moralne teologije. Zadnje zaobljube pa do leta 1987. Pač največjo kaj, recimo je bil, je soustanovitelj družinskega centra Betanija, spremlja pare, je terapeut tudi za zakonske pare in tudi voditelj duhovnih vaj pa delavnic za zakonce in starše. Ima veliko izkušenj, ogromno, vsi nekateri ga poznate. Kar nekaj knjig je napisal, kar boste lahko na koncu videli. Tu smo sedaj predstavili 3 bodo tukaj. Ta zadnja je Podklepi ljubezni, govori o odnosu med fantom in dekletom in med možem in ženo. Pa potem Človek na poti k uresničenju je še napisal, ko bi ljubezni ne imel. Doktoriral je iz Dietricha Bonhoefferja in tu je izdal 2 knjigi, Pričevalec za Kristusa pa Odgovornost in svoboda. Bi pa prebral eno stavek, kaj je Stanislav Zore napisal za njega, za uvod v knjigo, v tej knjigi Podklepi ljubezni. Ljubiti namreč pomeni stopiti na pot za nekom, tako da hoja za njim počasi preraste v hojo z njim. Stopati v ljubezen potem takem pomeni priraščati sebe in se razcvetati za drugega, kakor roža ne dehti zase, ampak za druge, in kakor sonce ne sije le zase, ampak za druge. Dokler človek ne postane človek za drugega, toliko časa je ob vseh zvenečih besedah in čudovitih dejanjih zaprt v iskanje samega sebe, zazrt vlasten popek, ko pa postane človek za drugega, začne zares ljubiti. To pa je napor, vsaj naši človeški naravnanosti, na udobje in na skrb zase se to zdi napor. In vendar brez tega napora ni sreče, ni izpolnitve, ni ljubezni. Zato sem vesel knjige jezuita patra Jožeta Pucla, ki je dal pomenljiv naslov Pot k lepi ljubezni. Danes nas bo pater Jože nagovoril na temo vzgoje otrok in mladostnikov, pa bi mu kar dal besedo, se ima veliko zapovedati. Hvala Jože, da si se odzval povabilo. Jaz vas še enkrat lepo pozdravljam in veseli me, da so tudi najmlajši med nami, ko bomo govorili o vzgoji, da so tudi otroci, bojo lahko tudi kaj protestirali, če bom kaj narobe povedal. Pa bi začeli skupaj z molitvijo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Sveti trojedini Bog, ti si ljubezen, slavimo te in hvalimo, ker si ustvaril družino, da se tvoja ljubezen po njej uresničuje in razširja. V času, ko se želi razvrednotiti družino, materinstvo in očetovstvo, se milostno ozri na nas, da bomo uresničevali tvoj načrt ljubezni.
Prosimo te, da bi se kristjani z molitvijo, zgledom in javno besedo pogumno zavzeli za vrednote družine ter jo posredovali našim mladim. Naše družine, naš narod in naše voditelje izročamo v varstvo Matere Marije, svetega Jožefa in drugih zavetnikov družine. Stvarnik družine, sprejmi naše prošnje in jih usliši po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Marija, kraljica družine, prosi za nas. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Ja, vi ste starši, imate otroke, kaj pravite, kdaj je treba začeti vzgojo? Ja, nekateri mislijo, da rečejo zdaj, dokler so otroče majhni v prvih letih, nič ne razumejo, ne, treba počakati, da k pamet pridejo, ne, pol se bo pa lahko kaj z njim pogovorili. Vendar nevarno je to, če čakamo, ne, da pridejo k pameti, so potem v puberteti že preveč pametni in starše več ne poslušajo. Zato je splošno mnenje, da je treba začeti takoj. Seveda boste lahko rekli, ja, sej dojenček, kaj naj mu pa povem, ne, sej ne razume še nič. Ampak vzgoja ni prvo beseda, ampak je odnos očeta in mame do otroka. Torej, da mu nudi sprejetost, nek določen red in seveda glavno, kar je ljubezen. Ker dojenček, to veste, matere in očetje, veliko joka. In tudi pravijo, zakaj joka? Ja, 9 mesecev je bil pod srcem matere, pa pride v tuj svet, ne? Noben nekega zatočišča nima, reči ne more nič, tudi hoditi še ne more. Ja, in z jokom vabi očka, mamico, torej okolje, ja, da se mu bližajo, da ga vzamejo v roke, da čuti ljubezen, da čuti odnos. Torej zato je prav, da ga starši potolažijo. V prejšnjih letih, to je bilo še pred 60 ali še več leti, ne, so bili mnenja, te strokovnjaki z pedagogi, da so rekli, če otroku nič ne manjka, pustite ga, ne joka, ne. Se še pljuča razširi, ko bo jokal. Vendar danes vemo, da pljuča delujejo še boljše brez tega, da je pa zelo prav, da mamica, očka gre k otroku, ga vzame k sebi, ker nevrologi ugotavljajo, torej imamo v možganih 2 plasti, zgornjo, ki je racionalna, in spodnja, kjer so čustva, strasti, nagnjenja, ampak med tema 2 še ni povezave. In s tem, ko ga mamica, očka ali kdorkoli vzame k sebi, se te povezave sprožajo med to racionalno polovico in ono drugo. In to je nekje do 2. leta. Če bi ga nekje zanemarili, je teh povezav manj in kaj se pozna, recimo pri dojenčku tudi vidimo, nekaj zaropota, se prestraši, pade kar v trans, joka, pa bi človek rekel, ja, saj nič posebnega ni. Ja, ker teh povezav še ni, on sebe kontrolirati ne more. Zdaj, če mu starši nudijo, torej zavetje, ga potolažijo, tako je ugotovljeno, se te povezave vzpostavijo in kasneje, torej mlad človek pa odrasel, se lahko kontrolira. Če tega ni, je to težje. Jaz poznam enega moža, ki je dober možak, ampak če se razbur, torej kar podivja, enkrat je po šipu udaril, seveda se je roko porezal, šipo razbil. In vidite, to je že vzgoja, ne? Da očka, mamica, starši vzpostavite tisto pravo povezavo
in s tem pomagate k zdravi osebnosti. Brez tega, da bi mu dajali nauke, sej nauki, tako vemo sami, so včasih potrebni, ampak nimajo toliko veljave. In torej druga stvar, ki je važna, to pa danes pedagogi zelo poudarjajo, postaviti meje. Namreč otrok v tem času, v 2., 3. letu, hoče neko stvar. In zdaj, če mu jo mamica ati dovoli, ima zavest, vidiš, imata me rada. Če mu ne dovoli, potem si reče, nimata me rada. In to tudi protestira in staršem pokaže. Zdaj, katera mama pa ne bi imela rada otroka ali pa ata. In seveda zato pa velikokrat starši popustijo, otroku pustijo tudi tisto, kar ne bi bilo prav, ampak to je slabo. To ne pomeni ljubezen, ker ljubezen pomeni, da se tako obnašam, da tebi koristi. Ne? Zdravnik ti lahko reče, zdrav ste, krasno. Si zadovoljen, vendar če to ne drži, bojo potem slabe posledice. Če bo rekel, to in to bolezen imate, bo sicer za pacienta težko, ampak pomaga mu na pravo pot. Torej postaviti meje. Recimo primer, mamica pa recimo ima očala. Zdaj sinko ali hčerka sedi v naročje, očala so zanimiva. Saj tako. Če si brez, je drugače, zdaj če imam gor, to je nekaj zanimivega. In si hoče tole malo gledati, pa jih vzame dol in jasno obrača, lahko jih tudi polomi in seveda mama morda reče, ti pusti, tole ni prav. In bo zdaj on rekel, zakaj ne, njemu je pa to všeč. Zdaj mu lahko mama razlaga ali pa ata, če boš to pokvaril, pol jaz težko berem, ker zato imam očala, moram jih popraviti, so stroški. Pa mislite, da otrok to kaj razume? Prav nič. Ker njegovi možgani še niso na tej stopni, na tem stopni razvoja, da bi lahko razumel, komu nekaj razlagaš, kot si recimo že pubertetnik ali pa vidva z možem si povesta to in ono in skupaj iščeta rešitve. Za otroka ni to nič. On ve, mene veseli, da zdaj ta očala obračam. In zdaj, če mu mama pusti, bo lahko tudi pokvaril, če mu ne pusti, bo protestiral. In vidite, ljubezen je, da mu zna postaviti meje, da pač reče, ne, tole ni v redu, ne pustim. Pa bo morda rekel, ja, zakaj pa ne? Ja, da reče, tako hočem. Danes se veliko govori, z otroci se je treba pogovarjati. Ne? Sploh komunikacija je veliko v teh govorencih, je to cela znanost. Drži. Samo vedeti pa moramo, da na tej stopni se z otrokom ne moramo pogovarjati kot z odraslim. Ker ni tega še sposoben. Zato enostavno morajo starši reči, tega ne pustim. Bo sicer protestiral, vendar če bojo vztrajali, bo počasi to sprejel in bo veliko manj težav, kasneje zlasti v puberteti, kot pa nekdo, ki je navajen, da vse, kar hoče, se mu ugodi. Jaz sem bil na nekem seminarju Elizabet Lukaš, to je učenka tega znanega psihiatra Frankla, ki je rekla, starši škodujejo otroku, če ga zanemarjajo, ker pa se čuti, da je zavržen, ali pa če mu vse ugodijo, da ga strkljajo, ker potem je navajen, da vse hoče in vsi se morajo njemu prilagoditi. Sama pa vesta, v življenju to ni možno in pride v težave.
seveda tudi v zakonu je težko, če mož hoče, da bo vse po njegovem, ali pa če to hoče žena. In je tle težava, torej vidva s tem že pomagata, da se otrok usmeri v zdravo osebnost. In to je že, so te kamenčki vzgoje, mozaika, ki ga vidva sestavljata. Drug primer, mama, dobra pa, ti se vsem, s hčerko recimo ali pa sinkom gresta na sprehod. Pa ima hčerkica bombon v ustih. Pa seveda se pogovarja sem in tja in bombon pade z ust na tla. Zdaj, kaj bo hčerka naredila? Ja, jasno, sklonila se bo, saj se ni treba veliko sklanjati, pa bombon pobrala pa v usta. Kaj naredi mama ali pa ata? Ne pusti. In hčerka protestira. Bombon je dober, ta mi pa ne pusti, torej me ne mara. In spet protestira in zdaj kaj naj oče ali mama naredi. Slabo je spet, če zdaj ne vem kaj prigovarjata ali jo ukarata, ampak svetujejo, da je prav, da mamica reče, a ne, ti si zdajle jezna name. Pa bo ona gledala, pa bo kimala. A ne, jezna si pa zato, ker ti jaz bombona ne pustim, ki je dober, pa ga imaš rada. Pa bo spet pokimala. Veš, ampak jaz te imam rada, zato ti bombona ne pustim, ker če poberemo in jemo tisto, kar je na tleh, pade, zbolimo. Se spomnim zadnjič, ko je bila bolna, pa še neka grenka zdravila si je mala, otroci se igrali, ti smo mogli biti pa v posli. Viš, zato ti tega bombona ne pustim, da daš v usta, ti bom jaz dala drugega. Seveda, otrok to pol počasi razumeva, vendar če starši na ta način delajo, torej da ta negativna čustva, kot so strah, kot je jeza, kot je bes, kot je stiska, teh čustv se tudi mi odrasli bojimo. In jih vlikah potisnemo v nezavedno kot neko klet. Ampak ta čustva pol ropotajo, so v nas in morda ste to že tudi doživeli, to je tudi lahko v zakonu, nenadoma se žena ali pa mož razburi, ko nič posebnega ni, ker se je nabiralo, enkrat pa to izbruhne. Kot pravimo za prazen nič, ampak nikoli ni za prazen nič, vedno se nekaj dogaja. In zaradi tega je prav, da pravzaprav otroka učimo, kako ravnati z negativnimi čustvi. Seveda je prav, da to tudi delamo sami in bo komunikacija med vama, pa med otroci zlasti pol, ko bo mladostnik, veliko lažja. Ja, ne bo to majhen otrok takoj znal. Ampak, če boste to ponavljali, da se bo soočil s svojimi temi čustvi, da jih bo priznal, ker velikokrat to zanikamo, pol pa ropota. Videl, zakaj so ta čustva, pa kako ne reagira, ja, potem je komunikacija veliko lažja in med starši in otroci in seveda tudi med vama. In tega se pravzaprav moramo vsi učiti, velikokrat pa to ne, ampak reče se ni nič. Je pa počas grize, enkrat izbruhneš in so potem pride do težav. Tretje leto, pa tudi poznate, pa otrok odkrije eno besedo in je strašen navdušen na njo. Že nekaj marsikaj zna. Kaj pravite, katera je ta? Kako? Da reče ne, ja. Torej, on odkrije, mama nekaj hoče. Oče nekaj hoče. Ja, zakaj bi pa jaz to delal? Ne, bo rekel, ne bom. In seveda, očka, mamica spet po eni strani, zdaj, če mu dopovedujeta, pejt k večeri, pa bo imel polno stvari, pa bo rekel ne.
gremo na sprehod, pa bo spet rekel ne, pa mu zdaj gremo spat, ja, polno stvari bo, ki jih še mora narediti. In zdaj, če gremo z njim v tako imenovan dialog, je to popolnoma narobe, ker otrok v tem času še ni za to sposoben. Enostavno moramo vztrajati, tudi če je to težko. In splošno izkustvo kaže, potem je vzgoja v lik lažja. Če pa to prepustimo, se otrok tudi nauči, ne? Je rekla ne, ampak ker sem bil trmast, kot je ena deklica rekla, se jaz vse dosežem, samo dovolj trmasta moram biti. Pa mama prav pa naredi, sam da bom jel. Vendar to je slabo sporočilo. Ne? Potem se nauči, da lahko dela to, kar pač hoče. Seveda pa ni treba vedno, da samo govorimo, ne, tega ne smeš, otrok se nekaj spomni. Mi vemo, to zanj ni dobro. Ga lahko tudi po ovinkih pripeljemo na pravo pot, ker reče ne, sej pol pa že, če prav znamo usmerjati, ga spravimo na ta pravi način. Primer, ne, žena je imela eno stvar še za narediti, pa je prosila moža, prav ti dej Polonco čerko spat, jaz moram še tole narediti. In je on rekel, seveda bom, saj sem že večkrat naredil. In reče Polonca, prid, greva v kopalnico, se bova urihtala, pol pa spat, pa še eno pravljico tam povedal. Ja, prav, šmentana reč, začela jokat, ne, mami hočem. Pa sem lepo rekel, posluš, če bo mamica zdaj ima delo, če se bo s tabo ukvarjala, bo delala po noč, pol bo utrujena zjutraj, mora v službo, se jo imaš rada, tega nočeš. Nič pomagal, mami. Prav pa sem si rekel, šmentane ženske, Bog v zastop, pa sem hotel že ženo klicati, jaz nisem dober, pa ti ne morem nič pomagati. Prav pa sem se pa spomnil, pa sem rekel, Polonca, posluš. Je rekla, kaj? Prav, kaj pa, če bi bil danes jaz mami? Pogledala je in se navdušila, ja, ker to pa še nikoli slišala, ati ne bo ati, ampak bo mami. Čeprav ne, ati ne bo se mami pustiti, se ni nič spremenil, ampak za otrok tako ne razmišlja. On se je samo navdušila, zdaj bo pa to mami. In vse lepo sta naredila. Hočem reči, ne, da je treba otroka tudi prav znati usmeriti, da on nekaj reče ne, pa če ga prav usmerimo, potem tudi lahko svoje dosežemo. Jaz se spomnim, sem bil na nekem obisku, takle 3-letni možak, roke imel na hrbtu, kot star ded, pa pred sabo gudrnov, me nič nabriga, jaz čem dudo. Je rekel, me nič nabriga, jaz čem dudo. Torej, morda so mu rekli, da je že prevelik, ne? Ampak on je rekel, njega prav nič nabriga, on dudo hoče. Sej jaz bi rekel, dudo mu ne pstijo, sej kasneje bo že pustil. Ampak se vidi, ne, se je usmeril to, on hoče dudo. Ja, če ni stvar važna, ni pametno, da se z njim prepiramo, če pa je, moramo meje postaviti in on, če ve, ne, bosta rekla ne, se bo tudi temu prilagodil in potem gre vzgoja v pravo smer. Zato je danes velikokrat težko vzgajati, ker starši ste zaposleni, potem imaš polno dela, prideš domov, vidiš otroka, ali si ga vzel z vrtca, ne, je tvoj otrok in dobro, zdaj polno stvari je še za narediti, on nekaj hoče in končno pa naredi, ne. Samo to so potem sporočila, ki grejo v napačno smer. In stvar, ki je po mojem tudi zelo važna, je igra, ne? Da se otrok igra, ker s tem se tudi njegova kreativnost razvija, ne ima recimo kocke, da lahko kaj sestavlja. Recimo dobro, se igramo tudi mi z njim, ampak naj otrok vodi igro. Torej, da se ne je dobil električno železnico, sem rekel, se kaj igraš? Je rekel, ja, a ti se bolj, jaz pa gledam zraven, ne. Torej, gre za to, ne, da
se otrok igra, mi mu pa pri tem pomagamo. Kot drug primer je očka rekel, Matej, bova gradila nebotičnik, pa sta sestavljala kocke. Sestavi do neke višine, Matej mu podere. Očka nič ne reče, spet začne sestavljati, spet on sestavi, tam mu spet podere. Očeš malo pogleda, pa nič ne reče, spet sestavlja, mu pa tretjič podere, pa reče, ja Matej, a nisva rekla, da sva igrala? On je pa rekel, ati, sej se igrava. Namreč njemu je bilo zanimivo to, da očku podira, ne? Torej ne zdaj, da bo sta zgradila. In vidite, prav je to, da pustimo, ne? Da se otrok igra, mi pa smo zraven. Ena reč je, ki je zelo dobra, je tudi se skrivati. Dobro, če je tako lepo vreme, se gre ven, pa se lahko skriva. To je zelo dinamično, otroci imajo zelo radi. Zdaj, kako še boš pa skril doma v kuhinji? Ja, kam boš pa šel, da te drug ne bo videl? Nemogoče. Vendar otrok razmišlja drugače. Ste kdaj že videli, da takole roko pa mi reče nime? A vas jaz vidim? Ne. Ja, mene pa vi vidite, ne? Ker jaz sem si oči zakril. In dober gre pod mizo. Pa se morata narediti, kot da ga ne vidita, pa zdaj rečeš že mama, atu, ne, poglej, no, ja, kje pa bi naš Lan ali pa Jan ali pa Rok bil, dej no, poglej, tamle za omaro, ja, ni ga, kaj pa v veži tudi ni, ja, pa tamle za zaveso, ja, zdaj me pa reže skrbi, kje bi bil, mali uživa, ne. Torej, tako se je skril, da ga niti ati pa mami ne najdeta, čeprav one dva znata vse, ne. Ne zdrži, morda priteče ven, pa oba objame. Ampak veste, zakaj je to tudi tako dobra stvar? Prvič je dinamika, drugič ima samo zavez, da sem se pa tako skril, da me še najdeti ne morata. Ampak glavno sporočilo pa je, vidiš, če te ne bo, če se bo s tabo kaj zgodilo, nema ni vsem, midva te bova iskala. In ta sporočila, da je otrok vreden, da vama ni vsem, kaj se z njim dogaja, to je tisto najvažnejše sporočilo, imavate rada sporočilo ljubezni. Torej, ljubezen ni otroku pustiti, kar hoče, ampak ljubezen je, da mu daš varstvo in ga usmeriš tako, da bo zdrava osebnost, ker to je potem prava ljubezen. Zdaj, še ena stvar, povedati pravljico. Dober otrok lahko gleda televizijo, ampak tisti najboljše, zlasti majhni otroci, sploh vpliva slabo, ker se te slike tako hitro menjavajo na možgane. Pravljica je pa stik med očetom, mamo, hkrati je pa to tudi nekaj dinamičnega, ne. Torej, tam so dobri liki, pa slabi, se borijo, otrok vidi, torej ni vse dobro, ker eni pravijo, ja, pa so kakšne težke stvari. Ja, tudi dobro je, da otrok vidi, da je frustriran, da ni vse prav, da se je treba za dobro tudi boriti. In s tem dobi neke na lep način moralne sodbe, kaj je dobro, kaj je slabo, hkrati pa to povezava z mamico očetom, ker je drugače mamica pripoveduje očka pravljico, kot če zdaj gleda tam neko risanko, karkoli je. To je ta osebni stik, ki je zelo važen. Neka mama mi je rekla, pa jaz nimam fantazije, ne, jaz ne znam pripovedovati. Sem rekel, gospa, vi sam dobro povejte, tako da bo jasno, da ne boste na koncu vi vedeli, kako gre. Otrok fantazijo ima pa sam, ne? Ni potrebno, ne? Kot je noče prišel domov, pa sinko zavpije, a ti v tonu boš, ja prav, spameten, kdo je pa še v kuhinji v tonu. Ja, on se je igral, so bili prej na morju ladice, vse sestavljal in videl, to je voda, ne? Ja, ne more noter stopiti v tonu. Torej, otrok si to živo sam predstavlja, tako da ne rabimo mi nič, ne vem kaj, igralskih talentov, mirno povejmo,
in s tem se stik spostavi in hkrati tudi otrok začuti tisto vrednostno lestvico. Zdaj, kaj je pa pri vzgoji najvažnejše? Ja, polno stvari najbrž, ampak jaz sem mnenja, da zaupanje. Kajti, če vam otrok zaupa, potem bo tudi upošteval to, ker bosta rekla, sej taki smo tudi mi, če mu nekomu zaupamo, bolj vzamemo njegovo besedo, kot pač, če nima tistega zaupanja. Zdaj, seveda, premalo je, če bi rekla sinku ali hčerki, daj nema zaupati. Ne? Torej, vidva se morata tako obnašati, da vama bo otrok zaupal. In kaj je tu potrebno? Prvič, vzeti si čas. To je zelo težko, ker vem, če bi zdaj rekel, kdo ima preveč časa, da se nobena roka tule v dvorani ne bi dvignila. Ne? Pač je tempo življenja tak, vendar se je treba kljub vsemu čas vzeti. Ne? Bodi si med vama, mož in žena, pa tudi starši in otroci. Seveda, ni časa na pretek, ampak da je tisti, ki ga porabite, kvaliteten in da se ga vzamete. En očka je takole rekel Zoji, hčerki, prav posluš. Vsak dan, ko prijem domov, malo se spočijem, pol ti pa obljubim, če ne bo nekaj posebnega, bom vzel en čas, eno uro, ali sova pogovarjala, ali igrala, šla na sprehod, ker boš hotela. Tebi sem na razpolago. In vidite, to je važno. Da otrok čuti, sem vreden, ne, saj so druge stvari važnejše, jaz sem pa nekje odveč. In včasih čuti pol samo, da se me znebita. Ne? Torej, gre za to, da si čas vzamemo in otrok čuti, sem vreden, ker mi darujeta svoj čas. Sej isto je tudi v ljubezni. Ja, ko se spomnite, sta se spoznala, bila zaljubljena, kljub temu, da danes ni časa, sta si čas drug za drugega našla. Sicer ne bi ustanovila družine, pa imela otrok. In to je važno tudi ne pozabiti tega, magar, če kakšna stvar ostane nepospravljena, je urejena, čas za moža in ženo, čas za otroka je tisto, ki je na prvem mestu. Druga stvar, ki je pa tudi zelo važna, je pa edinost pri vzgoji. Namreč, če mama nekaj reče, da jo oče podpre, pa obratno. Ker se lahko zgodi, mama nekaj ne dovoli. Kaj bo zdaj hčerka sinko naredil? Ja, k očetu bo šel, ne? Naredil mučeniški obraz, pa rekel, ja, vidiš, ne, ati, tole bi jaz hotela, pa mami ne psti. Ne? Morda si ata misli, čas je res tečna, ne, pa jo še jaz težko prenašam, pa sem tih, da ni prepira, zdaj se pa lahko za otroka postavim. Ne? Pa reče, pustijo, no, sej, zdaj ni taka reč in otrok je vesel. Žena jasno je prizadeta, drugič bo pa oče ne pustil, bo pa k mami šel, bo pa ona vrnila. Ne? In to je pol nevzgoja. Torej, tudi če se ti zdi zdaj žena pametno naravna ali pa moč, bo tih, pa se pol sama pogovorita. Ne pa, da eden hoče to, drugi to in pol otrok nobenega resno ne vzame. Druga stvar je, edinost pri vzgoji je pa to, pride do spora. Ne? Se tudi v najboljših zakonih kdaj sporečeta, smo živčni, ono tretje, beseda da, pa pride do napetosti. In nevarno je, ne, da bi mama pol šla k otrokom pa rekla, viš kakšni ati, pa nas ne mara, pa to. Ja, otroci imajo oba radi. In ker imata vidva med sabo, ne morata zdaj deliti z otroci, zato je pametno, da
rešujeta vajne probleme vidva, ne prenašata na otroke. Pa še eno stvar sem videl, da velikokrat, zdaj ne vem, kako je to pri vama, ampak v nekaterih družinah, ko imam to svetovalno službo, da tekmujeta, kdo kakšno stvar pri otroku boljše naredi. In en primer, pride sinko, pa prav, mami, poglej me, ustrižen sem. Mama pogleda, kdo te je pa ustrigel. Veselen, ponosno pove, oči. Prav, tole pa ni dobro naredil, bom hitro škarje vzela, moram nekaj popraviti. Pa je drugače, ni bilo tako, ampak ona je imela zavest, ustriže sinka samo ona prav. Seveda, drugič se ne bo očetu več pustil strič, bo rekel, ti ne znaš, ne. Pol bo spet oče nekaj, kaj pa on zna boljše narediti, in to ni pametno, ne. Torej, ne sme biti tekne, mora biti edinost pri vzgoji, pogovorita se pa sama, ne pred otrokom reševati vzgojnih problemov, ker s tem pol oba dva zgubita avtoriteto in stvar ne gre v pravo smer. Naslednja stvar, ki je tudi, še tole bi pomenil, to sem pa že parkrat doživel, dobro, pride nov član v družino, ne? Sestrica ali bratec. In lahko se zgodijo težave, dobro, povem za primer, ko je bil sinko star 5 let in pol je dobil sestrico. Veselje bi rekel, ja. Njemu se pa to ni zdelo tako imenitno. Prej bi on središčal se, vse se je okoli njega vrtel, vedno je kazal, kaj zna, ati, mami sta ga občudvala, ali zdaj je prišla ta prtepenka, ja, vse okoli tiste stajce se vrti, on pa tanko peto kolo. Ja, in zdaj kaj dela? Torej, kaj na televiziji ali kjerkoli, ali pa beremo? Ja, če so kakšni škandali ali kakšne nepravilnosti, bolj kot tisto, kar je nekaj pozitivnega. Ja, tako pač je. In tudi on je pogruntal, zdaj, če nagaja, pa sitnari, se starša spet z njim ukvarjata, sicer negativno, ampak je spet on središče, ne? In začel je pa seveda sestrico tudi malo ščipati, pa se bolj tako do nje obnašati. No in pa je šla mamica k psihologu pa rekla, ja, tole me skrbi, naš ne sprejema zdaj svoje sestrice, in psiholog je svetoval, prav, gospa, on je ljubosumen, ker smatra, vi njega nimate več tako radi, ampak zdaj je sestrica in temu protestira, pa ne zna tega tako izraziti. In je svetoval, dejte vi vsak dan vzeči 4 ure, dobite eno pomoč pri, torej, ali kakšnega poznanega, ki dojenčka pozna, ali pa mož, vidva pa z njim pejta 15 minut, 4 ure na sprehod. Pa ne vzemite seboj mobitela, ker takrat bo sicer nekdo telefoniral, pa bo spet pozorno šla drugam. Je rekla, ja, se jaz to lahko tudi doma se z njim pogovarjam, prav ne, ker en uč boste imeli skozi na dojenčku, ne, na hčerkici. Samo vidva, nobenega drugega, in da bo čutil, zdaj je pa mamica samo za mene. In ko je to en mesec delala, težav ni bilo več. Torej, to bi tudi upozoril. Ne vem, kako ste vi v vaših primarnih družinih, ko ste bili vi otroci, doživljali. Vem samo to, da je zelo težko, če starši delajo razliko, da en čuti, viš ne, brat ali pa sestra je vse, jaz nekaj manj. Ali pa tudi, če ni tega, ko pride brat, sestrica, zdaj pa sem jaz na drugem sporedu. Tako da na to je prav, da tudi pasta, ker to lahko tudi neke bolečine, pa tudi kasneje povzroča, tudi v medsebojnih odnosih. Če nekdo čuti, da ni bil sprejet, in pol to lahko prenese tudi na zakonski odnos med možem in ženo. Pa še eno stvar bi upozoril, to je pa, tudi to govorim iz življenja. Namreč, če se zgodi, ne, da pridejo kakšne težave v partnerskih odnosih,
je nevarno, da potem mamica se pa na sinka majhnega naveže, ne, in postane on njen čustven partner. In če se to nadaljuje, je pol nevarno, da tisti je tako zaradi tega določen, da pravzaprav ni sposoben pravega odnosa z neko drugo ženo, ki bi bila lahko pol njegova partnerica, vzpostaviti. In tudi, če se poroči, to sem sam doživel, ko je gospa povedala, pravi, dobro, enkrat mož, jaz sem bila še v postelji, on je vstal in začel stvari spravljati skupaj, sem rekla, ja, kaj pa je? Je rekel, jaz ne zdržim več, jaz grem, pa sem rekla, dajva se pogovoriti, nič, šel je, grem domov. No, prav pol sem domov telefonirala, zdaj je se pa mama oglasila. Sem pa rekla, ja, kako je, da bi rada z možem govorila, ne? Je pa rekla, pusti ga primer, on je zdaj moj. Torej, to so zdaj tiste skrajne stvari. Je pa dobro na to paziti, da res mama preveč močna čustva ne naveže na recimo sinka in se to potem ne izkaže kot dobro. Tako da vedno je prav, mali otrok, dojenček, pa tudi kasneje, 2-3-letni otrok, 4-letni, hoče mamo za sebe, ko od nje vse dobi. In je prav, da pa vidi, ja, nisem jaz edini. Tu je pa zdaj še nekdo, očka, ki ga mamica tudi rada. In da se vzpostavi to zdravo ravnovesje, očka, mamica in potem mamica, otroci, pa očka, otroci. In da po eni strani vloga očka je, da postavi tiste vrednote in jasne okvire, mama pa ljubezen, nežnost, tisto dinamiko. Torej, če se te stvari prav ujamejo, pol tudi mnogih težav ni. Zdaj, druga stvar je, ki je pa tudi važna za zaupanje, je pa ljubezen med vama. To je osnova. Jaz sem videl, da velikokrat so težave, zlasti v puberteti, pol pridejo, če ni pravega odnosa med možem in ženo. Meni sta enkrat prišla oče, mama, pa 13-letna hčerka in sta rekla, dvakrat je že poskušala narediti samomor, zdaj sva prišla, nekaj bo treba narediti. Zdaj jaz sem se pogovoril z njim, pa z gospo, pa seveda posebej s hčerko. In veste, kaj sem na koncu ugotovil? Da s hčerko ni bilo nič narobe. Ja, boste rekli, zakaj pa pol samomor poskušala. Ja, narobe je bilo z njima dvema. Ker je bila vedno napetost, spori in to, je to na mlado dekle tako vplivalo, da poskus samomora je bil klic na pomoč, ker ni več tega zdržala. Hvala Bogu sta to razumela in sta videla, ni zdaj problem hčere, problem sta one dva, da sta sanirala svoj odnos. Torej, zato bi svetoval, da otrok tudi vidi, da se kdaj objameta, poljubta, tudi pred otrokom. Da otrok vidi, ker pol čuti, da je družina trdna. Dejta se včasih, najbrž se, poklica tudi po imenu, drugače se kličeta očka, mamica, da se pač otrok nauči, ampak če kličeš enega po imenu, ti je bliže. Ko sem enkrat enega moža, že starejšega, vprašal, kako je ženi ime, pa je rekel, ja, jaz se zdaj ne spomnim, jaz je kar moja ta stara pravim. Torej, sej to ni slabega misli, ampak morda je tudi en pokazatelj. Torej, svetoval bi pa za tole poživitev odnosa med vama 3 stvari. Prvič, naj bi se žena že zjutraj, ko vstane, pa gre v službo, morda po poti, spomnila pa rekla, kaj bom pa jaz danes za moža naredila, da ga razveselim. Eno stvar. Ni velik, pa je včasih lahko velik. Seveda, da ne bi zdaj razumeli,
da mora samo žena razveseljevati moža, mož pa sam gleda, ali ga preveč ali premal. Torej, isto bi se tudi mož moral vprašati, ne, kaj bom pa jaz naredil, da bom razveselil ženo. Ne. Kakšno rožico prines, dobro, ali nekaj sladkega, ali karkoli, ne, mož je rekel, ja, rože pa kaj češ to. Ne. Ja, ampak v glavnem ženi to pomeni. In če to naredi, ja pokaže na pozornost. In ne tega pozabiti. Druga stvar, svetujem, da enkrat na teden, če si le dobita čas, imata pogovor, naslov bi jaz dal od srca k srcu. Da si res odkrito povesta prvič, da se imata rada, da mož ženi pove, da je lepa, da jo spoštuje, da je vesel, kar naredi, pa isto žena, da je nanj ponosna, ker velikokrat to pozabimo. Ne? Pa vidimo, kot je mož rekel, ja, jaz povem tisto, ki je narobe, sem rekel, zakaj pa nič ne pohvalite. Ja, prav to pa časa zmanjka. Torej pa je škoda, če za to zmanjka časa, bi bilo boljše obratno. In seveda tretja stvar, če morata enkrat na mesec, da bi šla na sprehod daljši ali v kino, gledališče, kakorkoli, da doživita, lepo je imeti otroke, ne? Ampak tudi vidva kot vidva, ne? Ker to je osnova tudi za vajine otroke. Potem bi pa še eno stvar omenil, torej zlasti v prvih letih otroštva, ko je dojenček, je žena, je treba priznati, bolj obremenjena. Torej, prvič ona nosi, rodi, ker tudi ni vedno enostavno, doji. In kot je ena mama rekla, ja, saj ne kličati, vedno mami, mami, ne, in sem jaz bolj pod pritiskom, prav on gre v službo to, jaz se pa moram ukvarjati s tem. In to je lepo, ampak ni egoizem, jaz bi svetoval, da tudi možje to upoštevajo, da pa ženi omogočijo enkrat na teden, da si pa nekaj čas vzame zase. Da ona zaživi kot ona, pa karkoli že počne, ali gre s prijateljicam, ali kakšno stvar, torej, da ni skozi vpeta v tem, ne, kot je danes služba, mama, žena, ampak da tudi ona zaživi, ne, da ni skozi pod nekim pritiskom. To danes splošno poudarjajo, pa dajta tudi vidva o tem razmisliti. Ne. Še enkrat poudarjam, to ni egoizem, ne. Zdaj pa ženi odveč, da je mama pa to, pa hoče sama sebi doživljati. Ni res, tudi to je potrebno. In zadnje zaupanje je pa avtoriteta, torej nič ne dosežemo, če vpijemo. Ne. Včasih film poči pa. Ne. Tako so klicali, mama je klicala Zojo, ne, pa so rekli, a ne slišiš? Mami te kliče. Se je zasmejala, je rekla, še ni začela zares vpiti, ne, imam še čas. Torej, pol čakamo, kdaj bo zares in to je pol škoda. Svetujejo, da je prav, da se mamica ali očka, ki je otrok majhen, počepne, skloni k otroku, ga pogleda v oči in reče, to in to hočem. Ja, in to je potem, če je jasno rečeno, dovolj. Veliko boljše je pohvala, ne, da rečeš, to si pa dobro naredil. Vidiš, se jih znaš. Morda mora biti tudi kazen, če kot drugotno, ne, da pač rečeš, ja, če si se grdo obnašal, pa se ne greš na dvorišče igrati. Mora biti pa taka, da je takojšnja in da je nekje sprejemljiva. Jaz sem enkrat šel v Ljubljani, odprta bila restauracija zunaj, so sedeli gostje, dve gospe sta se pogovarjali, ena je imela pa sinka 4 leta ali 5 let starka. In seveda, oni se pogovarjajo, sinko malo gledal, pa se pa navličil. Pa rekel, mamja, greva,
Ja, greva, sam tole se moram z gospo še meniti. Čez en čas je spet rekel, mami, a greva? Ja, sam tole moram še. Pol pa ni nič več rekel. Ampak je začel prt vleči k sebi. Tam so bile pa 2 skodelici kave in seveda prišla je do roba šalca in pol potlek. Seveda pol je bilo hiter konc, morala je gospa plačati in je šla, ampak ni bil tle, bi rekli, kriv sinko. Ja, ne moreš od majhnega otroka zahtevati, se už pogovarjal, on bo tam mirno sedel. Torej, moramo zahtevati stvari, ki jih je v tistem obdobju on zmožen. Drugi primer, rečeš, pospravi igrače, ki je vse razlekel, da je vse polno. Ja, se jih ne zna, on gleda, to je prav gost, ne ve, kje bi začel. Kaj pametna mama ali oče naredi? Bova midva skupaj pospravila. In pol pa gre. Torej, ne smemo zahtevati stvari, ki jih otrok v določenem obdobju ne more. Druga reč je pa zgled, ta je pa najvažnejši. Vsi pedagogi in psihologi bi bili odlični vzgojitelji svojih otrok, saj teoretično vse znajo. Pa še daleč ni tako. Zakaj ne? Ja, ker ni teorija samo važna, ampak še važnejša je praksa. Tako je naučiteljica rekla eni mami, poslušajte, gospa, malo pazite, vaš sin začel preklinjati, grdo govori. Ne je bilo narodno, pa je rekla, ja, doma se tega ni naučil. Prav, jaz ne kovnem, mož ne kovnem. Prav ne vem, kje se je ta preklet hudič klet navadil. Torej, povedala je sama, danes žal uporabljamo še druge slabše izraze, torej gre za to, ne moreš ti reči, tega ne smeš, če pa on vidi, da očka ali mamica isto dela. Ja, pol to ne bo nič pomagalo. Ampak tle gre, torej to je pa tista najtežja vzgoja, že pri otrocih, pri pubertetnikih pa sploh, če ne vidijo, da ima ta starša te vrednote, ja ne moreš pa njim govoriti. Sej te pol resno ne vzame. Druga stvar, pohvala, torej ne moramo kar otroka hvaliti, to pol sam čuti, če pohvale ne zasluži. Ampak zelo važno pa je, da otrok, če nekaj uspe, da smo zraven, da ga pohvalimo, če recimo v šoli nastopa. To me je pa pripovedoval nekdo, ki je zdaj akademski slikar. Prav, ne vem, če bi jaz to razvil. Ampak prav, jaz se dobro spomnim, mamica je šla v trgovino, pa je rekla, naj sestrico pazim. In prav, mene je prijel, vzamem list papirja, svinčnik, pa portret rišem. Seveda ga je narisal, kakor je. Ampak prav, ki je mama prišla domov, je rekla, poslušaj, ti si pa to dobro naredil, pa kar zadev si jo. Prav takrat jaz rad rišem in tista pohvala je bila spodbuda, da se je ta talent razvil. Če ga ne bi imel, nič ne pomaga, da ga hvalaš. Marsikaj pa lahko zaostane, če starši tega ne razvijajo. In ena reč, ki se mi pa zdi, da je zlasti v mestih zelo važna, je pa delovne navade. Vidva hitreje sama naredita. Kot zdaj otrok, ki naredi, pa ga moraš učiti, pa to. Ampak je zelo važno, da se od majhnega nauči. Tudi pol čuti, če z mamo zdaj kuha ali z očkom kaj dela, viš resno me vzamejo. Drugač pa, dobro, je samo za igrače. Tako da zelo bi jaz rekel, dajte skupaj narediti, da čuti, to je skupen dom. Torej ne, mama mora delati. Očka, dobro, če je dobre volje, še tudi kaj naredi. Otroci pa, ko v hotelu, motelu, samo še povejo, kaj hoče in kaj nočejo. Ja, da se že oni vključijo, ker za manj jih boš potem učil, ko bojo v puberteti pa kasneje, kot je ena mama rekla hčerki študentki, ja, štalo imaš v sobi, dejno malo posprav. Pa je rekla, ja, zakaj me nisi pa kot majhnega naučila, pa je še prav povedala. Torej gre za to, da otroke naučimo in
sem sam doživel, na obisku sem bil. Pride deklica, 9-10 let stara, pove, očka, mamice ni doma, ja, pač sta bila še v službi in v kuhno pogledam, vse je bilo razmetano, pa ne pomito, pa se razumem, se ne moreš vedno imeti. Ona je to videla, pa je hotela mama upravičiti, je rekla, veš, se naša mama je vse zrihta, sam zdaj se je pa tako model ni mogla. Jaz pa kar bleknem, ne vem, kaj me je prijel, kaj pa ko ti pomila. Debelo me pogleda pa reče, veš kaj, za pomivajne pa nimam nobenega feelinga. Torej sej ne vem, kdo ga ima, ampak ne gre se, ne imam feeling ali nimam, ampak gre se za to, da nekaj naredim. In to bi zelo rekel, z delovnimi navadami družina postane kot eno, vsak nekaj naredi in otroci bojo potem to delali, dobro, morda se v puberteti upre, ampak če ni nič delo, se pa pri 12-13 letih bo pa sigurno uprl, ne? In boste imeli težave. Zdaj, zadnja pa ne na koncu, na rob, je pa seveda vera. Ker vidva, če sta verna, sta poklicana, da tudi otroka versko vzgojita. Seveda mu ne bosta razlagala, se še ne more razumeti o Bogu. Ampak recimo razumel bo pa to, če rečeta, ne vidiš, midva te imava rada. Zdaj je pa še nekdo, Bog je naš oče, smo pa vse rad. Pa smo bili na izletu, je bilo lepo, se mu zahvalimo. Je kakšen spor, se oprostimo, tudi med seboj in Bogu, ja, ker njemu je tudi hudo, če smo med seboj skregani, ker ne smo vse radi. In skupna molitev je tista, ki pol ne bo težav, kot sem eno mama vprašal, kako ste pa vi otroke moliti učili. Je pa rekla, ja, mi smo enostavno molili, ne. Torej, če je tisto vzdušje, pa je pol Božič, ko se dela jaslice, pa Velika noč se gre v cerkev, pa vmes tudi, ne, otrok počasi to doživlja. Seveda kasneje bo treba več, priporočam tudi molitev, ko je že malo večji, ne, se kakšno svečko prižge, saj zdaj so tudi slikanice, pa za otroke svetopismo, nekaj prebere, zapoje, kratko, ne da je dolgo. Ampak pol otrok doživi, vidiš, to je nekaj lepega. Se je zgodilo, Marko je bil sinko ime, mama ga daja spat in reče, no, Marko, zdaj pa še je vso rec lahko noč. Okoli se je obrnil, pa rekel, na bom. Prav me je kar pri srcu zabolel, sem rekla, tako majhen pa že ateist, kaj šele bo. Ampak prav nisem naciljala, sam sem rekla, vidiš, Jezus, naš Marko, danes noče s tabo govoriti. Samo midva ga imava rada, ti ga imaš rad, blagoslovi našega fanta. Sem ga pokrižala, poljubila in prav drug večer ni bilo več težav. Torej, otrok, če bo pravo vzdušje, ne, bo tudi to brez težav sprejel. Zdaj, se spomnim tudi tega primera, ko je žena morala jaz zvečer ven, pa je rekla možu, naj on uredi. Prav drug dan sem pa malo ga vprašala, kako je bilo pa včeraj, ki ati spadajo. Je pa rekel, veš kaj, ja, kar dobro je naredil. Sam, prav, kaj pa je bilo? Prav pomisel, ati je molil. Prav jaz sem sam gledal. Namreč, ni to, da ne bi oče bil veren, ampak te stvari je ženi prepustil, zdaj, da bo vse v redu, je tudi on z njim molil. Ampak kaj je sinku pomenil, da tudi oče moli. Torej, vidite, tle je tista stvar, ki je važna, da vidva tudi z zgledom učita. Tako se spomnim, bi bil par pri pripravi na zakon, ki imam tudi takole predavanje, pa sem rekel, no, ona je javno psihologijo končala, ne. Sem rekel, ko boš pa vidva imela otroke, boš pa znala dobro vzgajati, ne, ker v psihologiji marsikaj veš, pa dobiš neke veščine. Je rekla, bo to pomagalo.
Samo jaz bom vesela, če bom pol toliko dobro vzgojila otroke, kot naša mama, prav se ni imela posebnih šol, samo rada nas je imela, pa molila je za nas. In to bi tudi vama rekel, dajte se zamisliti nad tem, da imate otroke rada, da za njih molita, ker vzgoja ni znanost. Tu je svoboda in nikdar ne morete reči, ko bomo vzgajali, pa bo to. Otrok je lahko tudi po svoje. Ne? Jezus, 12 apostolov, Juda Iškariot. Mu rekli, da pa Jezus slabo vzgojil, da je šel Juda po svoje. Ja ne, ampak tle je svoboda, ki jo tudi Bog spoštuje. Ampak vidite, molitev pa pomaga. Spomnite se na Moniko, ki je dolga leta za Avguština molila, se je spreobrnil in celo postal pol duhovni škof, svetnik, da mamina očetova molitev ni nikdar zaman. Ja, kot vidim, bi jaz zdaj zaključil, pa bi, mislil sem za mladostnike, to pa kdaj drugič. Torej, bi zaključil s tem, da bi rekel in vama želel, da bi hodila skupaj z roko v roki, z vajnimi otroci, po skupni poti, skupnemu cilju naproti. Torej, lep večer, pa vse dobro, pa hvala.